Se pravi, najprej se slečemo. Najprej se slečeš, mogoče malo še ne z moje strani, da tako začnemo, ampak ja. Najprej se slečeš, pol bom jaz malo po tebi risal, pol te bom malo se dotikal pa meril in na koncu ti bom povedal, kako izgledaš iz objektivnega merila. Tako da ja, to je to. In pa gremo vsi domov srečni ali pa nesrečni, odvisno iz kakšnimi pričakovanji si danes prišel. Okay. Tako da ja, lahko se slečeš. Do spodnic. Okay. Tako da vidiš v teh primerih dosti tvara in to je pol tudi triki, pa pri mladih, ki se začnejo primerjati med sabo, po videu, po fotkah iz Instagrama in podobno. Ali pa kako ga vidiš na predstavi, pa rečeš, da mora priti na meri. Ja, ali pa ko vidiš enega igralca, enega znanega igralca na predstavi gledališki in si tako, ojoj, kdo mu to dela in pa se spomniš, da si to v bistvu verjetno ti in si tako, ok, Robert, pridi naslednji teden na meritve. Ok, zdaj si tukaj. Prvič bomo v bistvu delali meritve po Isaac protokolu. Isaac je v bistvu globalni protokol, ki se v zadnjih letih oblikoval, kar pomeni na svetovni ravni. To pomeni, da ko te bom jaz danes zmeril, bi se načeloma mogli meriti tudi, ne vem, na Novi Zelandiji, v Avstriji, v bistvu širom sveta. Ker je v bistvu globalni protokol, ima tudi neke protokole, kako prideti do teh meritev, oziroma na katerih točno mestih zmeriti. Tako da bo danes na začetku 15 minut vzel, da te jaz označim na različnih delih telesa. Šele potem bova šla v bistvu v drugi del meritev. Prvi del meritev je telesna masa, to pa boš na tehtnico in bomo videli, kaj bo pokazal. Je pa res, da kakor smo se do zdaj že malo naučili, tehtnica zelo varljiva, kar pomeni, da številka na tehtnici ne odraža nujno aktualnega stanja. Zato je ta protokol sestavljen, oziroma bomo mi danes izvedli predvsem dva dela meritev. Se pravi, eden del bo sestavljen z merjenjem kožnih gub, torej izmeril ti bom na 8 različnih delih, 8 različnih kožnih gub. Kaj je kožna guba? To v bistvu nanaša se na debelino maščobe pod kožo, zelo poenostavljeno povedano. In to je načeloma zadeva, ki jo tudi v profi ekipah merijo precej pogosto, oziroma nekajkrat na mesec, ker je najbolj enostavna, prenosljiva metoda in primerljiva, če delaš po ustreznem protokolu. Potem bo pa še izmerila obsege 6 delov telesa. Kar se tiče obsega, načeloma iskreno nimamo ogromno podatkov v literaturi. Je pa dejstvo, da se čez čas lahko zelo hitro sovpada potem z rezultati in vidimo, ali si ti tudi dobil na račune mišične mase ali obratno. Tako da načeloma bistveno je ta protokol sestavljen iz 2 delov in na začetku se bom jaz 15 minut mučil na ciljem, na katerih predelih telesa bo to zmerila. Pol bo začela meriti z gospodom Kaliperjem. Tega se načeloma itak verjetno vsi spomnijo za osnovne, mogoče srednje šole. Je pa dejstvo, da ponavadi so profesorji prijeli tako zelo na orang za se pravi triceps in takole po možnosti nisem dobro prijel in še ne parkrat je to naredil. In ko to narediš, se podkožna maščoba začne stiskati. In bolj ko stiskaš, večkrat zapored, ko to nameriš, nižja bo cifra. Pa sploh moramo biti tukaj tudi pozorni, da ne primemo mišice, ker posledično, če primemo mišice, so spet rezultati nerelevantni. Tako da zakaj je ta protokol tako nastavljen, je predvsem z namenom, da se standardizira celoten proces, da se čim bolj distancira mene, antropometrista, od tega, da bi ti prejel mišico. Po drugi strani pa z namenom je v bistvu sestavljen z večjih krogov, da se podkožna maščoba nazaj spet gre v normalen trenutni položaj oziroma debelino. Tako da ja, boš gledal. Te kile, če bomo. Ja. Ni noče gledati. Jaz sem če bom sam posnela, Ne gledati. To zdaj moramo se zavedati, da je na tešče še verjetno pol kile do kilo manj. Ja, ker gledaš to, kar sem jedel, pa kako sem tudi, ne? Tudi, ja. Saj na tešče v bistvu pomeni več pove tem, koliko je približno, da odbijamo. V glavnem, zdaj se pa ti tukaj postaviš takole sproščeno, takole se postaviš, čim bolj sproščeno. Ja. In v bistvu zdaj pa samo mirno, ne? Zdaj vdih, izdih, čim bolj sproščeno. Ja, nič ti bom naredil, samo dotikal se ti bom, malo bom v tvoj socialni prostor bom malo posegel. Zdaj sem že. Tako me pa više ponavadi
stabilizacijo krčnih žil. Zdaj, načeloma iščemo najbolj skrajne točke oziroma pač predele v kosti, ker preko tega potem vzamemo središče. Se pravi, najdem 2 točki za posamezno meritev in vzamem središče. Večkrat pretipam, ne zato, ker zdaj je to moj fetiš, ampak predvsem zato, ker pač vidimo, da se koža zelo hitro lahko premakne gor dol. In pri teh meritvah, če se premakne za centi 2 in naslednjič vzamem 2 centi gor ali pa pač nižje kot sem prej, se zelo hitro zgodi, da se pač tudi za par milimetrov lahko spremeni kožne gube. Zato pač vedno probam pretipati, da sem zaziher na mestu, ki se ga želim zmeriti, se pravi, v tem predelu pač kost akromijale, čim bolj na skrajni zgornji pač točki. Pač, če sem fair do sebe, pol vedno malo verjetno popraviš oziroma poudariš isto mesto, če je pač prav odmerjeno. Ja, govoriš lahko, jaz bom manj govoril, zato ker enostavno mora biti fokus. Se pravi, zdaj trenutno iščem v bistvu jamico med 2 glavicami kosti, poenostavno se izražam. Ampak je to, ljudje ne bolj razumejo. Ja, da boste zdaj, da ne bomo tukaj se delali, da po latinsko obladamo. Ok, z različnimi pripomočki, v tem primeru segmometer, potem odmerim središče. Spet, pol moram biti pozoren, kako ne stavim, ker če bomo vmes premikal gor pa dol, je težava potem pri meritvah. In potem kot antropometrist upaš, da dobiš neko tako cifro, da središče znaš iz glave izračunati. V tem primeru je 17 cm. Ok, označimo, potegnemo. Zdaj smo v bistvu dobili središče. Tukaj bomo odmerali oziroma nastavili si prvo kožno gubo bicepsa in nazadnje triceps. Čak, desna je pa zato, ker sem desničar. Načeloma med desno in levo naj ne bi bilo pač signifikantne zdaj razlike. Edino, če ne vem, igraš tenis pa si levičar ali pa si bil mogoče poškodovan, v tem primeru pač se pol odločimo, zavisi od pač posameznika. Je pa pač dejstvo, da ponavadi pač desno stran pač merimo načeloma, vedno. Ok, zdaj se nagni nekoliko na stran. Tako je, super. Tukaj ti bom sočasno še zmeral obseg. Kot smo rekli, merili bomo obsege in kožne gube. Ok, greš nazaj. Vedno je pač nekako smiselno, da iščem pravi kot. Zdaj prvič že označam za biceps na zgornjem delu tejpa in triceps na spodnjem delu tejpa. Dihaš lahko, govoriš lahko. Zdaj pri obsegih je spet tudi treba biti pozoren. Če bom jaz zategnil tejp, bo sigurno nižji. Se pravi, čim manj moram s tejpom kolovratiti, pa čim bolj držati pri merju, ko se odmeri. 27,4 je trenutno prišlo. Če bi ga zategnil, pridemo na 25 zelo lahko, ampak to so zdaj najljubši deli, ko ne bom te zaprosil, ampak Ok, zdaj tukaj vidimo, da sem v bistvu že nastavil si plonk listek, v bistvu ta plonk listek je zame, ker na tem mestu bom dal, se pravi, palec in kazalec, naredil kožno gubo, naredil malo takole, da se loči pač podkožna maščoba in pa mišična masa. In centimeter potem bom odvzel s kaliperjem kožno gubo. Torej, jaz si zdaj trenutno samo zase delam plonk listek. Triceps. Zdaj te bom zaprosil z druge strani, da ne vidiš. Ok, dobimo triceps, spet enako. Ok, in zdaj smo dobili v bistvu prvi dve kožni gubi, triceps in biceps. Sočasno smo zmerali še obseg, prvi izmed 6 obsegov. Nastavili smo pa 2 kožni gubi, še 6 rabimo. Zdaj tretja je v bistvu subscapular, se reče, se pravi, iščem najbolj skrajni spodnji del lopatice. Spet te bom malo pretipal. Zdaj, se pravi, lopatica še nekako tako v grobem sestavljena, iščemo ta spodnji del, ki je najbolj tako nekako izrazito. Zelo hitro se ga tudi najde pri Robertu. Če imaš nekoliko večji odstotek telesne maščobe, je precej težje najdeti. Okay. Zdaj moram pa vzeti drugi pripomoček. Ok, se pravi, vedno je nek protokol, ki točno je, se pravi, treba odvzeti, se pravi, središče pod kotom 45 stopinj, vedno se naredi 3 cm in na 2 cm presekamo. In dobimo kožno gubo subscapular. Ok, gremo naprej. Jaz vedno pravim, kot da bi himno pel, se pravi, daš
zdaj je 5 ne rabiš. Ok, se pravi, zdaj medenico imamo in spet bomo, če primerjamo, se pravi, členek, najbolj skrajna zgornja točka, kar pomeni, da ti bo manj prijetno ali pa te boš gečkal, ja, enako v bistvu, malo prste bom v bistvu zarinil do te točke noter. Torej, dva scenarija sta, eden je, da te žgečka, drugi je, da te bo malo bolel. Če te boš gečkal, potem bom pojačil, pa te bo bolel. Če te bo bolel, bom nekaj. Ampak ja, nekako poskušava dobiti to čim prej, da imaš pol mir. Se pravi, to sem se spet nastavil, kam bom nastavil v bistvu prst in v bistvu zdaj dobimo kožno gubo na ta način. Potem si pa v bistvu pomagam z ravnano za kožno gubo tricepsa in vzdolž pač dol potegnemo. Ja, narejena kožna guba. Ok, spodnjice samo malenkost dol zavihaš. Ta del, samo takole. Ok. Spet nek tak grebenček iščemo, spet skrajni del, najbolj skrajni zunanji del, kar pomeni, da delamo na spodnjem. Ok, sprostiš. Zdaj ti bom pa narisal zvezdico. In za zaključek. Ja, zdaj pa v bistvu še abdominal, se pravi 5 cm od središča. Zdaj se pa sedeš na rob mizice, dava 90 stopinj, vzravnaš se, stegneš desna noga. Zdaj se pravi nad pogačico, nad pogačico, se pravi spet iščemo najbolj skrajni del, glava pogačice, kar pomeni, da moram spet zatipati in prosim, če greš nazaj 90 stopinj. Zdaj v bistvu vidimo, da se je spet premaknila koža. Zdaj na prvo žogo smo dobili tukaj gor, se pravi večkrat treba preveriti spet. Ok, zravnaš se, nekoliko naprej se nagneš, pod kotom 90 dava. Zravnaš, tako malo se naprej spet nagneš. In zdaj tukaj dobimo, se pravi, ta presek, ki smo ga iskali. Ok, sem označil samo. Zdaj imamo narejeno. Ok, dobro, se postaviš spet nazaj. Ok, zdaj iščem, se pravi, tukaj bo še dobilo drugi obseg. Zdaj iščem največji, se pravi, obseg, kar pomeni, da se bo mogel malo igrati, da ga dobiva, oziroma po izkušnjah se ga zelo hitro že najde. 360 je obseg in sočasno lahko v bistvu naredim še za kožno gubo, zadnji. Ok, zdaj iščem spet najbolj skrajni zunanji del, tukaj se lahko pomagam s kuljem. In zdaj smo te označili, zdaj pa sam še merimo. Zdaj pa začnemo meritve. Se pravi, kaliper, vzamem roke. Zdaj tako je, kako smo rekli, jaz kot antropometrist imam samo eno možnost v tem krogu, se pravi ponavljamo. Vsaj 2 kroga naredimo, če je pač med prvo pa drugo meritvijo pravilka razlika, gremo še v tretji krog. 4,4. Naj samo da imam en poskus, še 2 sekundi manj, da odmerim. 8,3, 3,5, 11,2, 7,5, 21, 10,9, 4,1. Ok, to je zdaj prvi krog. Ne, ni sile. Drugi krog. Začenjamo tretji krog za določene meritve. Pri določenih ni bilo toliko velika statistična razlika in jih ne bo treba narediti. Nagne se nekoliko na stran. Obsegi. Ok, 27,3. Ok, zdaj pa najbolj pomembno vaja za kolesarja, daš v 90 stopinj, takole 90. Zdaj boš na 1, 2, 3, boš napel na max, kakor lahko. 1, 2, 3. Ajde, puš, ajde. Veš, kaj. 29,3. Ok, zdaj te bom spet malo označil. Daš okoli roke, se pravi prekrižaš. Obseg, se pravi, pasu gremo. Zdaj tudi tele obsege se bo 2-krat ponovilo. Vsaj oziroma potencialno 3-krat. Ti smo sproščeno, vdih, izdih. Zdaj lahko kamera posname, kakšna je razlika. Ko človek vdihne, ali pa ko izdihne. Če ga bi zategnili, smo hitri. Zdaj kam pridemo? 73, še manj. Ok, zdaj enako, se pravi prekrižaš, pa skupaj da samo še pete. Zdaj, če tvoja žena dovoli, bom pogledal najbolj skrajni del tvoje zadnjice, oziroma partnerka. Zdaj gremo pa na Ronaldota, se pravi, takole daš, sam ne se dreti, favorita. Malenkost lahko daš sicer bolj skupaj. Ok, super. 2,5. Še meča. Meča so prvič že zmerila. Pri
kožne gube, 3-6. Ok, spet napneš, to je drugi krok, 3, 4, zdaj. Malo manj. Ok, prekrižaš, 7-6,8. Vse isto, samo pete skupaj. Prekrižaš, 9-3,5. Ronaldo. 5-2,6 in to je... Tukaj ne rabimo iti v tretji krok. Ok, pogledamo rezultate, tamle na kompu pol. Ti se lahko oblečeš. Na desni strani so se pravi meritve, ki smo jih opravili danes, rezultati, pač posameznih. Na levi strani se pravi zgoraj so referenčne vrednosti, dajmo reči, za elit kolesarje. Levo spodaj so referenčne vrednosti za v bistvu športniki generalno, torej nevezano na specifiko športa, za 6 kožnih gub. Zakaj za 6? Ker načeloma v literaturi je tako, da če malo pobrskamo, je več študij narejenih na 6 kožnih gubah kot pa 8. Mi bomo v bistvu primerjali 6 in 8, tako da pač damo malo več konteksta. Plus načeloma, se pravi, glede na starost, se pravi, kako si ti bolj 34, je načeloma tako, da po Isaac protokolu se vedno doda še 10% gor na te referenčne vrednosti. Ampak ok, zdaj ti verjetno se predvsem hočeš primerjati z zgornjo, se pravi elit populacijo, ampak prej gremo malo na to primerjavo. Jaz iskreno vedno pravim, da mislim, najbolj relevantno, najbolj pametno tudi z psihološkega aspekta po mojih izkušnjah je, da pač primerjam tebe s tabo skozi daljše časovno obdobje. To pomeni, da so to zgolj pač vrednosti, ob katere se zdaj ne bi na prvo žogo ekstremno obregnil. Je pa smiselno, da ti pač vsem postavimo v nek kontekst, ker ne da si amaterski športnik, ampak si amaterski z večjimi ambicijami. To pomeni, da je smiselno tudi podatke nekoliko drugače argumentirati. Zdaj vedno, ker ponavadi kolesarji ali pa športniki, ki pridejo sem, ki jih zanima, pač, ok, daj mi povej, koliko imam body fata. In jaz se tukaj vedno pač pošalim, povej mi, koga hočeš imeti, pa ti bom najdel enačbo, ki bo pač pokazal te rezultate. Zdaj, zakaj je temu tako? Ker že po tem Isaac protokolu, se pravi merjenju kožnih gub, poznamo več kot 100 različnih enačb, ki ti lahko izračunajo telesno maščobo. Zdaj, oni uporabljajo dve in pač ponavadi mi vzamemo povprečje te dveh, ampak spet ne pomeni, da je to cifra, ki je zabetonirana in da je pač temu tako. Zdaj tudi, naprimer, če bi delal kakšno Dexo, Bio ali pa pač podobne metode za oceno pač telesne sestave, mogoče bi nekatera pokazala isto, verjetno bi pokazala nekatera več, nekatera manj. Tako da jaz se na procent telesne maščobe iskreno niti ne obregnem. Pač ga komentiram, tako da pač športnikov, oziroma predvsem da športnikov zavestam, kaj je sploh smiselno, oziroma če bo ni smiselno slediti, je pa pač dejstvo, da jaz bi pač pri tebi oziroma pri nas vedno primerjam predvsem skupni seštevek vseh pač 6 oziroma 8 kožnih gub in pa pol dolgoročno tudi obsege. Okay? Zdaj ja, procentualno po teh dveh, po eni enačbi že tukaj vidimo nekaj odstopanj, po eni enačbi bi imel body fat, če zaokrožimo 11,8, po drugi enačbi imaš 8,3. Že tukaj je pač odstopanje, se že vidi pri teh dveh enačbah. Podana sta predvsem primarno dve, ker pač je to, da moram reči, bolj učni namen, se pravi, da vidiš, da je že tukaj odstopanje. Okay? Tako da jaz bi se fokusiral na seštevek kožnih gub. Zdaj seštevek 8 kožnih gub je prišlo 68,3 mm, medtem ko seštevek 6 pač kožnih gub je 54,1 mm. Zdaj, če me vprašaš, kaj to sploh pomeni, oziroma kam bi te uvrstil, bi jaz rekel pač, da glede na to, da sem do zdaj že kar nekaj tudi amaterskih pač kolesarjev z višjimi ambicijami ali pa profilov zmeral, si pač na nekem averageu ali pa, predvsem na nekem averageu, kar se pač tiče telesne sestave oziroma pač seštevka kožnih gub. To pomeni, da načeloma bi ti v poročilu argumentiral, da je
telesna sestava bi potencialno lahko bila tudi eden izmed omejitvenih dejavnikov pri izboljšanju performansa, sigurno pa pač ne edini. Lahko bi bila, to si moramo zdaj tudi pametno interpretirati. Ker načeloma, če pogledamo seštevek šestih, ti si ga imel 54,1 mm, in če pogledamo po Isaacu, ki padeš na 54,1, pa če preštejemo še 10% gor na to meritev, si pač ti že pri nizko. Profi so med zelo nizko in nizko po tem seštevku. Ampak ja, generalno gledano, kar ti hočem povedati, ja, obstaja nekoliko možnosti še za izboljšavo, sigurno pa ne bi šel z glavo skozi zid in iskal najnižjih cifer. Ker če pogledamo pri profih seštevek osmih, je pri tebi bil pač 68,3, najnižje seštevki pri profih, pač pri moških, so tam pri 25, 27, 30. Kar je v bistvu pač noro. Jaz mislim, da na tem mestu, če že imam to možnost, pač bi rad poudaril, da manj ne pomeni nujno bolje. Pač tudi iz izkušenj ti povem, da če pridejo športniki ali pa športnice z zelo, zelo nizkimi kožnimi gubami, posledično tudi nizkim odstotkom telesne maščobe, imajo potencialno večjo verjetnost za pač težave. Težave z vidika nezadostne energijske razpoložljivosti, slabšega pač recoveryja, posledično tudi performance ne more držati skozi daljše časovno obdobje. Veliko se zgodi, da so bolani, sploh v obdobju zime večkrat zbolijo v 3-4 mesečnem obdobju. Tako da načeloma jaz sigurno ne bi, čeprav je to v literaturi, iskal tebe na 30-40 seštevka kožnih gub. Mislim, tako en kontekst, ki ga tu treba dati, se pravi, da si zdaj, ko smo mi prehranske zadeve uredili, so tvoje kožne gube padle. Ja. Se pravi, tam nekje po 2 mm na vsakem mestu, ki smo zmerili, se pravi, takrat, ko si bil ti na testu, smo se pravi, za seštevek 8 kožnih gub smo se gibali tam okoli 80. Ja, se spomnim. In to je v bistvu zelo pač pomemben kontekst, se pravi, ne da je čim manj, ampak zadostna energijska podpora, zato ker se v telo itak razvija. Pač en del, ki se je tebi zgodil, je to, da si relativno verjetno tudi pač veliko mišične mase izgubil, ko si toliko veliko telesne mase, v bistvu pač vmes dol, ker se pač to posebej zgodi. Posledično je pač v začetni fazi lahko kožna guba malo višja, ampak se pravi, če bomo tako nadaljevali z prehrano po 70, ti lahko zgodi, da bo pač da gre kožna guba še vedno dol, ker se bo telo itak še pač razvilo do neke mere. Ampak spet, poudarek, ne iščemo najnižje številke, ker tudi če je to v študijah, pač jaz mislim, da moramo gledati the big picture. Ja, pač vsak primer je posebej. Ja. In iskreno, bi me bolj skrbeli, če bi, namerali 45, kot pa zdaj, ko smo, če zaokrožimo nagor na 70. Kar pomeni, da lahko še vsem pametno nekoliko gremo nadol, jaz mislim proti 60, 55 plus minus skozi daljše časovno obdobje. In s tem po eni strani tudi ohranjamo oziroma izboljšujemo performance, posledično lahko delamo na ohranjanju oziroma pridobivanju mišične mase, ker si pa v bistvu dolgoročno želimo. Je pa dejstvo, kot je Simon omenil, da si v primerjavi z prvimi meritvami padel tam cirka 12 mm plus minus, kar je zelo lep rezultat. Torej, precej več začel v bistvu vnašati, se pravi, prehrana, počutje se je izboljšalo, spanje se je izboljšalo. Pa bolj energetsko podprta, ne? Torej, zaključek je, hidrati, kaj? Ne redi. Po mojih zadnjih 2-3 mesecih smo imeli s parimi kolesarkami isto zgodbo. Dajmo, pač, masa ostaja enaka, čeprav so se boljše začutile, boljše performance, masa, jaz hočem skušati levo, desno. Povečal sem jim vnos ogljikov hidratov, vse energijsko pač podprte, masa ostaja enaka, kožne gube pa tako konkretno padajo. Na videz, ko pridejo tu noter, pač konkretna pač razlika in pač vedno težava ostane tisto pač obremenjevanje z številko na tehniki. Seveda tukaj je spet smiselno, da to malo postavimo v kontekst, da tudi presežek hidratov oziroma doprinos polhidratov k presežku kaloričnem lahko tudi vodi do pridobivanja telesne mase. Je pa dejstvo, da večina vzdržljivostnih športnikov pač ne je dosti hidratov in večina vzdržljivostnih športnikov s tvojim volumnom pač tedenskega treninga ali več s pametnim pristopom, se pravi visokim vnosom hidratov pa optimizacijo maščob pa beljakovin je skoraj nemogoče, da priješ v nek energijski presežek, predvsem na račun kopičenja telesne maščobe. To se moramo pač zavedati v prvi vrsti. Torej, višji vnos ogljikovih hidratov je pri tebi v bistvu omogočil,
da je telo končno šlo iz tega rezervnega programa oziroma stresnega stanja telesa v normalno pač željeno stanje, kar je posledično omogočilo, da je tvoje telo bolj funkcioniralo na treningu. Lahko se v bistvu tudi proizvajajo večje vate in v bistvu poenostavljeno porabo več kalorij in se v bistvu potem tudi ta energijski presežek na račun hidratov v bistvu zgliha oziroma nekoliko obrne. Tako da v bistvu je pol to nek win-win situation, ker lahko se dobro regeneriraš in performaš, po drugi strani pa pač pride tudi do optimizacije telesne sestave, ker telo ni v stresnem stanju. Ker dejstvo je, da večina deklet pa fantov, predvsem mladih, ki sem jih delal v zadnjem času na Meru, pa so prišli iz sindroma relativnega energijskega primanjkljaja, to pomeni, da so bili skurjeni kažarence, bi rekel Kristjan. Ko smo zmerjali telesno maščobo, je bila malo da neprimerljiva ali pa celo nekoliko višja od povprečja. One so imele sicer manj kil, ampak ne zavedajo se, da so imele manj kil na račun predvsem mišične mase. In to je pa stvar, ki se absolutno ne želimo že pri splošnem posamezniku, torej pri splošni populaciji, kaj šele pri športniku. Zakaj se je to zgodilo? Ker je šlo telo enostavno v stres response, v stresno stanje, ker je pač začelo, ker ni imelo drugega goriva, predvsem primarnega hidratov, je začelo pač kuriti mišice. In tega si pač sigurno ne želimo. Tako da v bistvu zaključek je trenutno, se pravi, kako bi rekel, malo toplo-hladen, se pravi, ne morem ti dati specifičnega še povzetka, ker vsem pač delamo na dolgi rok. Absolutno pač si napredoval, dajmo v prvi vrsti reči prehransko, ker je posledično omogočal že nek napredek na kolesu, kar se pa tudi konec koncev potem vidi to, kar smo danes zmerjali na pač telesni sestavi. Ja, pa govorimo o dobrem mesecu. Govorimo v bistvu o dobrem mesecu, kjer se izgubi 10 mm, kar je v bistvu zelo, dajmo reči, impresivno oziroma nadpovprečno, kar ponavadi opažamo. A se bo čez en mesec zgodilo enako, se pravi spet minus 12 mm dol, ja verjetno ne, to moramo biti realni. Je pa dejstvo, da če skozi neko sezono, se pravi postopoma, periodiziramo prehrano, treninge in čekiramo body composition, telesno sestavo, verjetno predpostavljamo, da bo pač še padal nekih 5, 10, mogoče celo 15. Je pa dejstvo, to so samo številke, ne pomeni, da če boš ti imel minus 10 ali minus 15, da se boš bolj počutil kot zdaj. Če se ne boš, potem je to sigurno pač rdeč alarm. Torej, ne bi se zdaj striktno primerjal s profi, ker pač bodimo realni, profi po vsej verjetnosti niso najbolj zdravi športniki, ker si pa vsem mi v določeni meri, predvsem če imamo to možnost, glede na to, da nisi pač profi, vsem želimo. Se pravi, najdeti nek balans med humanim zdravjem pa pač željo po izboljšanju performansa. A imaš kakšno vprašanje? Je bilo po pričakovanjih? Kaj bi ti rekel? Pričakovanja so bila taka, da je padel. Mislim, sigurno je, ste rekli tudi, ko ste me videli, na pogled že tako zgleda. Pa tudi kile so šle 1, 2, 3, ne? Ja, v primerjavi, se pravi, zadnjič, pred enim mesecem pa danes, mislim, da 2,5 kg, 3 celo razlike. Predpostavljamo, da je tudi nek del više številke na tehnici pred enim mesecem bil na račun pač stresne situacije, ker se potem odrazi tudi v, se pravi, večji številki na tehnici. Zanimivo je to, kako v bistvu si bolj energetsko se boljš počutiš, pa vse gre dol. Sigurno, če pogledamo pa malo bolj specifično, tukaj noter, se pravi, kako je proporcionalno razdeljen, kako so razdeljene tvoje kožne gube. Jaz bi rekel pač, da bi vseeno lovil, se pravi, ta spodnji del, sigurno ne med 0, ampak dajmo reči med 3 pa 10 mm za večino, pa dajmo reči abdominal načeloma pač bi se dal tudi po 10 postopoma spraviti, ampak okoli trebuha, ne? Abdominal okoli trebuha. To je moj ostanek, verjetno tistih tudi 95 kg, izpred. Sigurno, pač tukaj zdaj nakazuje na to, tudi genetsko si verjetno bolj nagnjen, da se ti kopiči maščoba v predelu trebuha, pa nestrokovno fukročka. Mislim, nič narobe, sej za optimizacijo bomo postopoma dosegali, da bodo vse pač postopoma padale. Je pa dejstvo, da abdominal verjetno ne bomo iz 20 spravili na 5. Načeloma pač iz 20 na prvič na 17, 18, pol na 14, 15 pač postopoma verjetno ne pričakovati. Sigurno pa se ne bo kar prepolovil. Ja, drugače pa, ker dajmo reči na zgornjih predelih pač telesa je opazno, da, mislim, če se primerja, se pravi ta del
so vsem pač nižji. Ja, dobro, ne, en mesec kaže se dobra pot, ne. Narejen je bil napredek, ampak meni je ključno, da ni bil narejen samo napredek na telesni sestavi, ampak posod v bistvu. Velikokrat ljudi potem skrbijo, ok, prenizka telesna masa, tudi to je težava, ker prideš do tega z nekimi ekstremnimi prijemi, se pravi. Nič ne ješ, veliko treniraš, to je problem. Kadar si pa ti energijsko podprt, pa počutje štima, zdravje štima, performance štima, pa če v bistvu nižja telesna masa, tudi če je želja, pa če pridemo do nje po poti, kjer se boš ti super počutil, ni pa z njo nič narobe, ne. Težava je, ker verjetno v 95% pot, kako pride do neke nizko telesne mase, je izključevanje živil, izključevanje obrokov, ki se pač potem pozna na počutju, na zdravstvenem stanju. Tisto je pa potem seveda problem, ja. Plus še ena stvar, pač en primer bom samo pokazal, pač ene športnice. Na prvo žogo, če pogledamo, če bi gledali samo zgornji del, se pravi, kako se je od 3.9. pa se pravi 2024 pa do 27. 2025, ki je bilo 64,5, mislim še značil, kako se je telesna masa spreminjala, bi nekdo rekel, da je to zelo majhen napredek. Se pravi, v bistvu je 1 kila bilo samo razlike. Številka na tehnici govorimo. Ko pa pogledamo seštevek kožnih gub, je šlo pa iz 102,6 na 65,1. Zakaj je to možno? Je zato, ker so generalno pač mišice težje od telesne maščobe in ker smo pač omogočili telesu, da se jih večinsko ohrani, potencialno da tudi kaj pridobi, je šlo večinski del na račun telesne maščobe, ki je pa pač v primerjavi s telesno mišično maso lažja. Kar pomeni, da je tudi napredek na številke na tehnici zapoznel, kar se tiče pač številke same na tehnici, ker pa se tiče seštevka kožne gube, kar noč pa dan razlika. No, pa v tem primeru tudi pač športnica, ki je prišla prvič, a pa pol, ko je prišla v bistvu že tretjič, četrtič, je bilo tako, ok, ti čisto drugače izgledaš, to ne, pač opazno se potem že vidi, pač kako so pač izrazito neke pač, ne vem, trebušne mišice in pač podobne zadeve. Da je masa ostajala pač zelo, zelo podobna. In to je še en dokaz, da zanašanje samo na številke na tehnici je lahko precej nesmiselno, če nimaš celotnega konteksta. Ker tudi zdaj pri tebi, zdaj iz 68, ne vem, pa če bi šli na 55, ne pomeni, da je davek tega, da bo šel iz 68 kg na 65 kg. Jaz mislim, ravno obratno, jaz mislim, da nam zdaj mora biti nek cilj, da se bolj kot ne zadrži ta številka na tehnici in da se manipulira samo s telesno maščobo. V bistvu to je lep primer, kako lahko številka na tehnici zelo zavajajoča. Če je tvoj cilj spremeniti body composition, ampak spremeniti v bistvu v tem kontekstu pomeni ohraniti predvsem mišične mase in izgubiti telesno maščobo v meji normale. Tako da to je to. To je to, gremo naprej, ne? Gremo dalje. Nekaj cajta še imamo. Nekaj cajta še imamo. Je pa dejstvo, zdaj, da te še malo pušem nadalje. Pač tudi dobre materije, kateri sem meril, nekateri se še vedno pač tudi gibljajo na isti ali pa podobni cifri, zelo podobni kot si ti. Ker pomeni, da če se zdaj primerjamo z njimi, praktično sam delimo, kakor delamo, pa tudi če se ne bo zdaj ekstremno, če se ne bi spremenili, si v bistvu že tam, že zdaj, pa ni pik sezone. Vse to je. Zelo super. Cool.